Srednja ekonomska šola Maribor je včeraj že 20-tič priredila dobrodelni koncert, na katerem je v 20 letih nastopilo preko 1000 njihovih učencev. Kaj se je v teh 20 letih spremenilo? Ogromno se je spremenilo. Na prvem mestu bi rekla, lokacija se je spremenila. Od tiste stare telovadnice srednje ekonomske šole, v kateri je na prvih dveh koncertih, ko sem bila še brez izkušenj, na vsakem koncertu bilo 600 učencev in je koncert funkcioniral, pa danes, ko sedimo v tej razkošni unionski dvorani, razdeljeni v dve skupine in v vsaki skupini je 400 učencev. Druga stvar, ki se je spremenila, je sigurno vsota, ki smo jo zbrali. Prvo leto je to bilo 60 evrov oziroma okrog 16 000 $. Koliko bo letos, ne vem. Vem pa, da so lani z dobrodelnim koncertom, torej z 19. dobrodelnim koncertom zbrali okrog 4000 evrov. V vseh preteklih 20 letih 35 000 evrov. Nikoli nismo dajali denar, vedno smo vprašali, kaj rabite, in vedno so bili angažirani otroci šole, učenci, da so oni šli v nakup stvari, ki smo se odločili podariti, da so oni odnesli, da so oni predali. Ni lahko nastopiti pred svojimi sošolci, zato je, da bi vzpodbudila učence, profesorica Dunja na vsakem koncertu tudi sama zapela. No, in to tradicijo so vzeli profesori, to je največji hit nastop profesorjev, ki zdaj ne nastopajo posamezno, ampak se pripravi ena cela skupina. Koliko dijakov je letos nastopalo? Mislim, da jih je bilo okoli 100. Pevski zbor je številčnejši, pa potem recimo plesne skupine so številčnejše, posamezniki pa potem seveda samo še dodajo. Tako da okoli 100-120, če z vrtcem red. Načrti za prihodnost, koncert prihodnje leto zagotovo bo? Ja, z velikim veseljem moram reči, da ravno 2 dni nazaj to je tudi ena izmed lepih stvari pri teh koncertih, sta kar iz množice nenadoma pritekli dijaki, ki ju jaz ne poznam, ne učim, in že s predlogom, pogledajte, to smo počeli, če bi vas zanimalo, bi lahko mogoče razmišljali v tej smeri. Tako da ja, že razmišljamo, ideje pa še ne izdamo. Naš glavni cilj ni samo zbiranje denarja, ampak tudi odkrivanje mladih talentov. To, da dajemo priložnost mladim ljudem, da pokažejo, kaj znajo in da te svoje močne točke tudi razvijajo. Kam bo šel denar zbran na letošnjem koncertu? Denar zbran bo šel vrtcu Pobrežje. In mislim, da bo šel v prave roke, kajti generacije malih otrok sreči naraščajo v vrtcih in tako bo denar zares uporabljen tam, kjer ga tudi potrebujejo. Te sredstva smo namenjali zelo različne namene, od domačih ljudi v stiski pa do otrok v Indiji. Začeli se je s begunci, kot ste slišali, skratka v 20 letih veliko lepih trenutkov. Kaj je bil pa v bistvu sploh povod za to, da je nastal dobrodelni koncert? Vojna na tleh nekdanje Jugoslavije, jesen leta 1991, prvi begunci, ki so prišli v Maribor, to so bili iz Hrvaške begunci, in apel Rdečega križa Maribor, pomagajte. Jaz mislim, da vzgoja otrok in mladine je naloga celotne družbe. Seveda se začne v družini, nato v vrtcu, v osnovni šoli, pa tudi v srednji šoli še za marsikaj ni prepozno.